Mene pa zanima, gospa Marija, kako so na njih gledali v Trstu? A so bili spoštljivi do njih, ali so bili zaličljivi? Največkrat recimo so jih lepo sprejeli, ker so potrebovali te žene to robo, ki so jo naročile, vendar so bile nad nivojem, so bile visoke, torej nekoliko izpod vsega. Zvišene, tako ja. Nekatere, ki pa se niso niti ubadale s tem prekupčevanjem oziroma niso potrebovale tega blaga iz Istre, so celo rekle, da Šavrinka pač ni ženska, ki bi bila čista, da smrdi in je nesnažna. Zaradi tega, ker je spala v hlevu in ker je spala v hlevu, tisti vonj se ugrize v kožo, v telo, v lase in vse, in če se še tako umiješ, vedno ostane nekaj tega vonja, ne, zaradi tega. To je za njih bil ta način, češ niso najbolj čiste, ne. Ja, zato so jih malo zgledale zviška. Vendar so nujno potrebovali in so jih težko čakali vsakokrat, da so prišle, ja. Kako pa recimo, da so na njih gledali možje, pa ostali moški oziroma ostali prebivalci vasi, sovaščani, glede na to, da so odhajali od doma v svet, kako so na njih gledali? Ja, takrat je pač bilo tako, treba je bilo s trebuhom za kruhom. In ker je bil to pravzaprav edini zaslužek, od kraja je bilo to seveda zelo težko. Možje so pač sprijeli, ne, samo recimo češ kakšna hiša, ki so bili bolj bogati in ni bilo potrebno tega prekupčevanja pri njih opravljati, so rekli, nas spet gre petlat. Pa čeprav to ni bilo petlanje, to je bila prav trgovina, menjava robe, ne, ampak kljub temu so rekli, nas spet gre petlat, to pomeni prosjačit, ne. No in tako da od kraja je bilo to, kasneje so se pa tako navadili na to, na ta način preživljanja, da je ostal kar, kot bi rekla, kot danes, ko gremo v službo in nazaj. Tako, čisto je naravno, ja. Kaj pa tako, ko so odhajale v mesto, pa tako, a so se Šavrinke tudi kaj poročale v Trst, pa v Koper oziroma v Italijo, glede na to, da so tudi verjetno neporočene ženske punce hodile, ne? Ja, seveda tudi dekleta, te starejše hčere, recimo so te matere Šavrinke uvajale v to delo, ne? In seveda so jih poskušale, tu pa tam je kakšna le našla pravega moža in tudi ostala in se poročila, ne? Tako da tudi to se je dogajalo. Ampak glede na to, da so ženske Šavrinke hodile v svet, da so bile malo bolj razgledane, kako je pa to vplivalo potem na njihovo vlogo, potem na način dedovanja, na to položaj ženske v družbi tukaj? Kako se je to poznalo? Je s tem kakšno večjo veljavo dobila, kaj več pravic, kaj več svoboščin? No, mene je to tudi izredno zanimalo, posebno zaradi tega, ker za mene ne bi ženska, recimo Šavrinka, v Istri dominirala. Se ona je bila tista, jaz včasih pravim, ko predstavljam naše društvo in Šavrinko kot lik matere žene, da je držala 5 vogalov pri hiši in sicer 3 doma in 2 v Trstu. To pomeni vseh 5, ne. In zaradi tega pri samem dedovanju je bilo pa vedno tako, kot je veleval še ta stari zakon italijanski, ki je veljal tudi na tej strani. Dedovali so ponavadi vsi otroci iste hiše. Ni bilo tega, da bi nekdo dobil malo več, drugi malo manj ali kakorkoli. Absolutno ne. Šlo je po deležih, tako kot kolikor je bilo otrok, na toliko deležov se je kmetija razdelila. Ampak doma je ostal moški običajno, ali je ženska? Ni nujno. Aha, ni bilo nujno. Ne, sploh ni bilo nujno. Ni bilo tako nujno, kot je recimo nekje, mogoče gor višje v Sloveniji, ne. Tam je bilo prvorojenemu sinu, je bilo treba dati kmetijo in tako naprej. Ne, tu pa ne. Ne, ni bilo tega. Kakor se je poročila, se pravim. Včasih so se poročili obe sestri in obe pripeljali zete domov. Ali pa 2 sina in oba sta pripeljala neveste v hišo. In to je vse živelo družinsko življenje. Ni bilo 2 kuhinj. Je bila ena kuhinja za vse. Se pravi, da so imele tudi na ta način, da so imele veljavo, ne? Ja, da so to znale porihtati, urediti, se zmeniti, dogovoriti, ti boš tu, jaz sem tam in tako naprej. Super, krasno. Hvala lepa.